Fantasy. Radio Fantasy. In ko smo že hoteli reči, da greva zdaj nekaj gledati, kaj delajo šolari, moramo iti pa spet telovaditi. Nino Cokan je z nama. Dobro jutro, ekipa. Spet smo Kak tam. smo migali danske? Ja, nismo. Se je delali kaj obljube, smo spet požrli. Nazadnje, ko smo se videli, so bile tu usta polna obljub. Nekih rešči. Vedno težje ga je sprejemati Šuši. v goste, rada te vidma, ampak vema, kaj prihaja s tem. Ne, lej, Skoraj ono med, a veš. vidva to na negativno obrneta, morata na pozitivno. Ja, Evo, motivator je prišel, spodbuda je prišla, spet zdaj naj jo bo na pumpo, en teden bomo držala, pa tudi če ga pa en mesec ne vidimo, lej, sam da smo se ga zdaj znebili. To, dobro zveni. To je to, pozitivno morate gledati, ne? Kaj je spet prišlo, novice, kaj se dogaja, rekreacija, sma migala, šuši, celo poletje je naredila, kaj je. Oba sta v formi videti, to je to. Lepo te videti, Nino. Jaz grem domov. Konc poletja je, začenjajo vse športne aktivnosti, vidim tam le dol čez celo ograjo en zelo velik napis, da bomo trailali. Ja, res je, ta vikend prihaja v Celje, Ogis Ultra Trail Savinja. Tradicionalno prvi vikend v septembru, tekači in trailaši in pohodniki zavzamejo vse priljubljene in turistične celjske točke in pa poti, gozdove in trase ob Savinji, tako da sta seveda tudi videla. Celje in okolica je baše. Ja, letos sicer v kar precej okrnjenem obsegu, ne? Zaradi poplav situacije ob Savinji. Kljub temu mi bomo ime obdržali, Ultra Trail Savinja pač poteka ob Savinji. Je pa res, da letos vse te trase daljše od 25 km smo pač bili primorani odpovedati. Predvsem zato, ker poti so nedostopne, mostovi so še nekje potrgani in tudi ne bi bilo prav, da gremo v bistvu v tiste predele, kjer je bila poplava, kjer so ljudje izgubili, ne vem, hiše, premoženja, mi pa furamo tam dogodke, zato v bistvu smo vse te trase pripravili tako, da za pohodnike ostajajo enake. To pomeni 5 netekmovalnih tras, ki so na voljo tako v soboto kot tudi nedeljo. Te trase so od 9 pa do 25 km. V bistvu pohodniki se sami izberejo, na katero traso bojo šli, medtem ko za tekmovalce imamo pa v bistvu 2 dneva tekmovanj. V soboto zjutraj je štart najdaljše 25 km trase ob 9. zjutraj na Savinjskem nabrežju, v nedeljo pa ob 10. uri štartajo vse 3 krajše trase, torej 4, 9 in 15 km, pa prav tako na Savinjskem nabrežju. Koliko je s prijavami? Prijave se v bistvu še sprejemajo, tudi na dan dogodka. Mislim, da je zdaj preko 230 prijavljenih, še 2 podjetja sta zdaj v zadnjem trenutku se odločila, da bojo svoje zaposlene kot team building pripeljali na naše dneve pohodništva. Tako da vreme bo tudi lepo napovedano, sonce, prijetne temperature, tako da mi bomo pač v tem omejenem obsegu letos prireditve vseeno organizirali, peljali naprej in držali to tradicijo. Naviješ pa spustiš, to je Nino Cokan. Sploh ne rabimo nič vprašati, vse poveš. Ne, hotela sem samo vprašati eno stvar še. Glede na to, da v zadnjih letih je trail tek popularen, ne? So pa ljudje, ki ne vejo, kaj je to trail, pa se ga malo bolijo. Jaz sem šel gledati eno najbolj enostavno definicijo, trail tek je tek v naravi, je to res? Ja, res je. Definicija trail teka v bistvu je mogoče še bolj lažja kot tista za cestne teke, ne? Ker vsi cestni teki vemo, da so kar precej tempirani, ne? To pomeni vse razdalje so točno zmerjene, ali je to 5 km, 10 ali 21 ali je maraton, vsi vemo, kakšni časi tam so, ne? Medtem ko na teh trailih v bistvu nihče sploh ne ve, kak čas boš imel, ne? Zato se ljudje mogoče malo lahko skozi te traile potuhnejo, ne? Eni grejo, ne vem, na daljše trase, v bistvu hodijo vmes, se slikajo, jejo in pa ko pridejo v bistvu v cilj, ko rečejo, kje si pa bil ta vikend, ne? Jaz sem bila na trailu, ne? Kak je pa bilo? 25 km sem šla, ne? Koliko si pa rabila, ne? Bila sem 5 ur na trasi, ne, in si to, wow, ne, ona je jedla, ne vem, kosila na celjski koči, na špici se je malo začvekala, vmes 35 slik naredila za Facebook, Instagram, ne, in v bistvu to je disciplina, ko je, bi rekel, direktno pisana na kožo naši suši, ne.
Tako da v bistvu kot pohodništvo, trail, ne bomo mogli definirati niti njenega rezultata, pač katera je si prišla v cilj, ja, koliko je bilo, utrujena sem, malo me noge bolijo in to je to. Jaz grem, v glavnem, to je trail, če me boste tek v iskali. naravi, po razgibanem terenu, s čim več lepimi razgledi in obveznim mobitelom seboj, da lahko vse to dokumentiramo. Ne, se to rabim tudi za GPS, da se ki ne izgubim, veš? Ne, trase bojo pa lepo označeni in so tudi že, danes smo zjutraj, ko smo tekli, že preverili, trase so zaznačene, tako da tudi naprošamo celjske prebivalci, ki redno hodijo po teh poteh, da pač ne odstranjujejo in tabel, in trakov, in zastavic, ker jih bomo po prireditvi v nedeljo, ko se vse skupaj konča, sami vse odstranili, je pa to zelo pomembno za udeležence, ker so res v gozdovih, v naravi in če ni teh oznak, ko smo jih že postavili, se zgubijo, pa spet se na nas pade. Tudi Kenijci so leteli v napačno smer, pa so pač prišli pol nazaj, se spomne maratona. In ta konec tedna oziroma ta vikend je namenjen trailanju. To je to. To je to. Pohodništvo, lepi razgledi, lepo vreme, kulinarika, nekaj kratkega, nekaj pijače, malo veselja, nasmeha, utrujene noge. Za vse. To je to. Za vse. Za vse. Dogodek je primeren za vse starostne skupine. Res, da nismo letos, ko smo imeli namen organizirati teh otroških trailov, ampak bomo še na kakšnem drugem dogodku, tako da tudi Šuši tja vabljen. Pisal sem si ravno zato, ker smo izven Netra malce bljali gor dol in najbolj zanimivo vprašanje je bilo, kje je najkrajša trasa? Ne najdaljša, najkrajša. Najkrajša, v bistvu najbolj primerna tudi za pripravljenost naše priljubljene voditeljice, je trasa 9 km, pohodniška trasa, izredno lepa. Začne se na Savinjskem nabrežju, kjer ob Savini gremo vse do vznožja Starega gradu in po Pelikanovi poti na Stari grad. Na drugo stran se spustimo dol, gremo čez strelišče do priljubljene točke hiše Alme Karlin, naše svetovne popotnice, po stopničkah dol do zagrada Polul, od tam pa en kratek vzpon na razgledni stolp, kjer je v bistvu razgled na celo Celjsko kotlino, tam se pa spustimo nazaj proti centru mesta oziroma na Savinjsko nabrežje, kjer potem pričakujemo z spominskimi medaljami in fanfarami vse tiste, ki seveda grejo na to najkrajšo traso. Si slišala, Šuši? Sem se že priklonila. Pa nikakve možnosti, da bi Šuši to z avtom prevozila? Pa daj, sem že prej rekel, da bi Stari grad bilo res dober, da bi šla, pa je rekla, sem že bila na Starem gradu. Ja, za avtom, Šuši, za avtom, po Pelikanovi poti treba pa pešiti, ker je strma. Drugače pa sam da ti povem, da sem šla na Celjski grad iz Štor peš po Sankaški in potem tam gor do Starega gradu. Tako da to imam Dobre, pa priče. Tam nimamo trase, no, nimamo ampak imam slik, pa priče, moja mami se lahko pokličeš, tadi se nismo baš neki A je res bilo slikale. to v črno-belih cajtih? Tudi Ne, je bilo- Hillary Clinton je imela priče, pa so vse zginile, pa tako da. Mislim, Jaz se ne grem vidva sta več. res en tak Celjsko koči, pa par. verjamem, ker gor na Celjski koči ste pa imeli dogodek do tja, pa je res asfaltirana cesta. Tako da tja Je pa šel verjamem, naš da kombi si jo do pa tja, zapeljal, ja. Ja, dobro. Ja, Super, torej trailamo ta konec tedna, preden se poslovimo. Nino Cokan, vedno najo presenetiš, tudi danes si najo, že pa dej prenesiš še to ostalim poslušalkam in Pa poslušalcem. jaz še imam pa eno vprašanje. No. V redu, sam ne povem, kak fetiš imaš. Fetiš. No. To v bistvu ni fetiš, to je Kva neka pa? čist že starodavna priljubljena disciplina, ne, ki je vedno bolj priljubljena, ker ljudje so vedno bolj osveščeni, ne, predvsem veliko dajo ljudje na dobro počutje, rekreacijo, regeneracijo, ne, in zato sem tudi sam pričel prakticirati potapljanje v mrzlo ledeno vodo, ne samo na 1. januarja. Sadomazo. Ne. Okej, v redu, pustim do konca. A imamo kako sliko tega, kako to zgleda? En kratek video imam, takrat, ko sem otvoril sezono, bi rekel, prosim, kopalkanja podeli. No, zdaj pa dobro poslušajte skrinji. v čem. V skrinji, ne, skrinjo natočim vodo, seveda preklopim Se pravi, vodo. domača škrija, tista ta velika. Skrinja, tista, ko smo imeli Za meso še včasih. Za meso No, glej, včasih. normalni ljudje so to škrijo meso spravljali, ne? Ludi Kva pa je gre Nino? pa sam noter. Salata, se ni salata. Nino, torej, kva narediš? Vodo Meso- naliješ v skrinjo? Ja, in se preklopi, zapre, skrinja se ohladi nekje na 3 do 5 stopinj. Zdaj, če je 3 stopinje, moram res zjutraj včasih še malo let razbiti, da pridem noter, lepo postavim mobitelček, prižgem uro in 3 do 5 minut, lepo do vrata se potopim v skrinjo, se umirim, ohladim,
diham mirno, Cel si noter. cel noter do vrata, sede. In to je v bistvu najboljša regeneracija in reset za telo, ker se v bistvu telo takrat napolni z energijo, hitrejšo regeneracijo imaš, boljše počutje, dopamin ti našopa, dobiš energijo in v bistvu takrat se ti storilnost poveča za 70%. Zato je v bistvu za vaja 2 ta metoda ni priporočljiva, ker tako ima ta video visoko storilnost, če bi še to začela uporabljati, pa bi bilo preveč. Je pa, no vidiš, to je zdaj, jaz bom vse rekel, da to je ena oblika fetiša, ti čeprav boš to zanikal, ampak zvečer pa to ni pametno delati. Za navadne smrtnike mogoče se sliši kot fetiš, ne? Bi pa rekel, da vrhunski športniki, tudi nogometaši, rokometaši, vsi hodijo v krioterapije, hodijo v ledene kopeli, vsi to uporabljajo, ker vsi hoče telo čim bolj regenerirati, da imajo čim manj poškodb. Šuši pa, če to enkrat na leto naredi na naš naslednji največji dogodek, novoletni skok v morje, ko bo 1. januarja, in pa tudi takrat požegnamo za cel let, tako da to pa lahko rečem, da naredimo že zdaj. 1. januar, Šuši. Lani si obljubila, kopalke sem vama prinesel tu, slikali smo se, posneli smo izjavo, napisali smo, je bil 1. januar, jaz skočim. Evo, listek je še tam, evo, 1. januar, jaz skočim, vidva, ki? Jaz sem bila doma z vročino. Šuško bo šla v ledeno kopeli. Če bi se pa potapljala v ledene kopeli, pa prišla januar, se ti pa dolgoročno to ne bi delala, ne? Nino, ob 4 zjutraj lahko prideš k meni domov, pa me tunkaš v ledeno kopel, ker to je edina rešitev, da bom to naredila. Če te potunkam. Okay. Janko, pa da bi ob 4 zjutraj bomo spet kje podpisali. Bomo podpisali, tako da. Jaz ti bom pa. Ne vprašanje, da. No, vprašaj ga. Nino, jaz vem, da ti si star ko zemlja, ampak a se še mogoče spomniš svojega prvega šolskega dne? Moj prvi šolski dan, to je bilo po mojem tam 40 plus let nazaj, ko sem šel tule po mojem z mamo na 4. osnovno šolo. Ne vem pa res, ne vem kak je bilo, ne vem. Po revici povem, da se ne spomnim. To so še bili črno-beli cajti? Ali ste že imeli barvno televizijo? Ja, kjer bo to vedel. Ja, no, ne vem. Kako frizurco si pa imel takrat? Lepo. Kaj si imel kaj na pažek? Ne, imel sem kratke lase, bil sem take lepe okrogle ličke, sem imel tak poln, sem bil tak vesel, nasmejan, z žogo sem po mojem šel, žogo v eni roki pa torbo v drugi roki, tako da po mojem je to bilo. Kaj pa najlepši spomini iz šole, ni važno, osnovna, srednja? Najlepši spomini iz osnovne šole, ja. Ali pa da si kako neumnost naredil? To smo bili kar po balini, ja, vem, da vse živo je bilo, vse živo se je dogajalo. Preveč tega, da bi zdaj eno izpostavil. Vem, da smo skozi mogli zakazati dol, Johnny v hišniku hodili kolm nalagati noter v peč, karkoli je bilo narobe in pa smo poštudirali, da je to celo fajn, da kaj narobe naredimo, ker pa si dal per Johnny v kleti, smo bili šapljali tisti kolm noter v peči, da smo imeli topel noter. Ni bilo treba gar po uku iti, poslušati tam tišice, tako da mislim, da je to bilo to. Da je bilo fajn neumnosti početi. Ja. Odlično. Ja, nač, Nino, prišel si z enim namenom, odhajaš z drugim, ne, tako da, ne. Je trejlamo, zdaj smo pa pri šoli, mislim, ne. Ja, no, lej. To me šuš in odprtisno. Vse prav, da zvemo. Kak je pa tvoj v bistvu prvi dan, če si ga ti spomniš? Se ga spomnim, jaz sem ga dan že povedala enkrat, tako da tebega bom pa posebej. Ok. Nino, torej športamo konc tedna, ne. Ja, športamo danes, jutri in v nedeljo. Hvala lepa. Meni se lepo se vidimo. Čau. Čau. Radio Fantasy.